Pozdravljeni! V spomin na minule velikonočne praznike naj spomnimo, da je v avli občinske zgradbe na ogled razstava velikonočnih razglednic iz bogate zbirke bratov Mirka in Emila Fekonja. Brata, še posebej predvsem Mirka, poznamo kot strastnega zbiralca različnih reči. Njune bogate zbirke pa na priložnostnih razstavah že od nekdaj navdušujejo. Prav tako je razstava velikonočnih razglednic navdušila že na otvoritvi, saj so na ogled postavljene samo razglednice, ki so si jih nekoč pošiljali v času tega največjega krščanskega praznika. Otvoritev razstave velikonočnih razglednic je bila prijeten predpraznični dogodek. Zbranim v pozdrav sta zaigrali violinistki, učenki glasbene šole Ormož, nato pa je zbrane pozdravila predstavnica muzeja Ptuj-Ormož Manica Hartman. Razstavo je namreč v sodelovanju z bratoma Fekonja pripravil muzej. Spregovoril je tudi zbiratelj Mirko Fekonja, razstavo pa je odprl župan Danijel Vrbnjak. Navdušujoča razstava na ogled prinaša redke in izjemne velikonočne razglednice, vse od leta 1917, ki so nastale po predlogah slovenskih slikarjev. Maksima Gasparija, Saša Šantela, Franceta Kopača, Ormožana Domicijana Serajnika in Simona Žubiča Svetleja. Na ogled pa je še nekaj razglednic z velikonočno tematiko madžarskih in neznanih avtorjev. V vsakem primeru pa gre za neprecenljivo bogastvo razglednic in neomajno zbirateljsko strast obeh zbirateljev. Razglednice sigurno že zbiram kakšnih 20 let. Prvo sem pravzaprav začel zbirati samo Ormož, pa Jeruzalem, pa Miklavž. Da se to napolni, ko je to že malo več, da je že težje dobiti, takrat pa greš malo širše. Takrat sem začel zbirati še Ljutomer, seveda gasilske razglednice, pozneje pa sem začel z Sašom Šantlom. Saša Šantl zaradi tega, ker je on risal tudi, pa dal v tisk prve gasilske razglednice v Slovenskem. Ker je Saša Šantl umetnik, prvo sem zbiral njegove gasilske, pozneje pa vse. In pol pa se to razširi, tako da praktično zdaj zbiram umetnost, pa te naše kraje nekako. Koliko teh razglednic je recimo nabralo v vseh teh letih vašega zbirateljstva? Koliko je, ne vem. Lahko pa vam povem, da imam 15 albumov, pa verjamete, da je vsakem albumu sigurno čez 100. Tako da ogromno, res dosti. Vse imam točno po albumih tudi zloženih, naprimer Ormož črno-bele, Ormož barvne, Miklavž črno-bele barvne, ker je toliko že je. Eno zanimivost pa je vseeno povedal, da naprimer vas Miklavž, mala vas, imaš čez 60 razglednic različnih. Jaz pravim, Miklavž ima največ, nima jih največ, Ormož ima dosti, Središče ima dosti, Velika Nedlja, ampak midva z Emilom imamo zbrane vse. Ko sem jaz začel zbirati Miklavž, sem mislil tam nekje 10, 15, 20, več jih ne more imeti, ampak je jih čez 60, lahko prinesem delo, kdaj album in te vidi čez 60, ima samo en mali kraj. Tu hočem povedati, kako so razglednice nekoč bile popularne. Nepopularne, nekako, bile so sicer drage, ampak so se s temi razglednicami pozdravljali ob raznih praznikih, voščili si in kratka sporočila pošiljali, tako da res so bile kar dosti v uporabi in dosti jih je potovalo. Naprimer Ormož, Ptuj, Ljubljana, Postojna, ti imajo največ razglednic, dosti, zato so večji kraji, manjši kraji, je manj ljudi bilo, ampak so to razglednice sedaj, ker je tudi manj potovalo, dosti dražje. Manjši kraji so dražji kot velike kraje. No, danes so na razstavi velikonočne razglednice, katera pa je tista, ki je najstarejša? Najstarejša je razglednica slikarja Maksima Gasparija iz 1915. leta. Ta je najstarejša. Jaz pa imam v svoji zbirki najstarejšo ormoško razglednico z 1887. leta. Imam dve taki, pa brat mislim, da ima dve.
Verjetno še kjera starejša, vse so razglednice začele potovati tam okoli 1896, 97. leta, tu nekje, ampak mi dva imamo, koliko vem, tukaj najstarejša, je pa še se bo našla sigurno kakšna starejša, so pa starejše že korespondenčne karte ali dopisnice z ormoškim žigom, so pa še starejše, te so že prej potovale. Kje pa pravzaprav najdete vse te razglednice? Kako pridete do njih? Na kakšni način jih iščete? Zdaj tako največ jih najdeš po kakih sejmih ali pa po aukcijah. To so razne aukcije po Evropi, naprimer eBay, Del Campo in tako naprej, Fila Adria. To so razne hiše. Moram povedati to, da razglednice ormoške pravzaprav največ, ne ormoške, pač te naše ormoške občine, lahko rečem, največ najdeš v tujini. Kajti od tukaj so razglednice potovale. Sem je prišla razglednica naprimer z drugega kraja. Tako da to so po tujini, dosti je po Avstriji, Nemčiji, ker to bi bilo prevladovalo tudi nemški živelj, dosti pa je zanimivo tudi v Zagrebu, seveda proti Zagrebu, pa tudi proti Beogradu, nekaj pa tudi po Ljubljani. Ampak največ najdeš po aukcijah, za primer dražba, neka aukcijska hiša objave dražbo, da slike, ti si poiščeš, nekaj da zanima, pol pa licitiraš. Koliko ste plačali recimo največ za kakšno izmed teh razglednic? Je to skrivnost ali se to lahko pove? Ne, ni neka skrivnost, tam, kaj jaz vem, nekaj po 250 evrov je nekaj najstarejši, vem pa, da ima brat tudi čez 600 pa čez 1000 evrov, to pa so razglednice, to bo lahko on povedal, naprimer Maksima Gasparija, ki so edinstvene, naprimer, da je on vzel kartonček papirja, ga na sliko pa nekomu poslal in to se je bila praktično samo ena. To so redke, slikarji so ene to počeli, so delali. Kazimir, ptujski Kazimir, tudi on ima nekaj take razglednice, pravi, da je vzel kartonček papirja, nekaj naprej narisal, naprimer za neko voščilo za god ali kak je praznik, pa naprimer poslal prejemniku, te dosega astronomne cene. Namensko tako, ja. Emil, kar se tiče zbirateljstva, sta z bratom konkurenta ali sodelujeta? Ja, konkurenta sigurno ne. Sodelujemo na vseh področjih, kjer se le da, izmenjujemo, podvajamo se tudi, ne, pa konkurenta sigurno ne. Kdaj pa ste vi začeli zbirati razglednice? Ne vem, dolgo že, 15 let, mogoče 20. Je to družinska tradicija, da zbirateljstvo? Kako, zakaj recimo, oziroma zanimivo se zdi, ne? Vi zbirate še kaj drugo razen razglednic? Ja, razglednice so mi trenutno prioriteta. Začel sem z numizmatiko mogoče, potem filatelija tudi, pa še bi se našlo značke, recimo imam veliko zbirko planiških značk in značk Zlate lisice, to sta mi dve seriji zelo bogati, ne. No, katera razglednica, če se ustaviva pri razglednicah, pa je v vaši zbirki najstarejša, na katero ste recimo najbolj ponosni? To je težko bi se opredelil. Najstarejše razglednice so pravzaprav začele izhajati nekje 1896. Tudi je najstarejša iz tega obdobja. To je, mislim, da je najstarejša ormoška razglednica. No, katera pa je tista, ki ste jo najdražje plačevali oziroma plačali od vseh teh razglednic in s kakšnim motivom? Niti ne vem, katera je najdražja. Recimo Gasparijove so tudi prek 500 evrov komad. Tako da, ja, no par je takih tudi, kapitalnih. No, Mirko pravi, da išče te razglednice povsod na vseh različnih dražbah, tudi v tujino. Vi v tujini, vi tudi? Ja, seveda. Zdaj pred kratkim smo bili v Avstriji na sejmu, pa trenutno je največ na eBayu pa Del Campeju, verjetno. Pa tudi iščejo ene za mene. Je to prva takšna vaša razstava tukaj v Ormožu v sodelovanju z bratom? Ja, to je ena večjih. Pri Miklavžu smo sicer že razstavljali nekaj, tako da je prva verjetno. Gre za izjemna zbiratelja, ki svojo zbirateljsko vnemo gotovo ohranjata tudi delčke domače zgodovine in dediščino, ki ponuja vpogled v čas, ko se je živelo drugače.
Ja, sigurno, ne. Treba mladim pokazati, kako je to bilo, ne. Marsikaj se tudi da kako znanje prenesti s temi razglednicami, tako da jaz mislim, da je razstava zelo zanimiva, tako da vsi vabljeni, da se to ogledajo. Konec koncev gre za tudi za neki prenos nekih običajev. Velika noč vemo, da je največji krščanski praznik, sedaj živimo že to in seveda vsi lepo vabljeni, da doživijo skozi razglednice določena doživetja, na kakšen način se je ta velika noč tudi v preteklosti praznovala. Razstava velikonočnih razglednic bo v avli občinske zgradbe na ogled do 15. maja in je v vsakem primeru vredna ogleda. Občina Središče ob Dravi praznuje 69. občinski praznik. Osrednja slovesnost, ko so zaslužnim občanom podelili tudi občinska priznanja, je bila 8. med 21 prireditvami, ki so jih letos razporedili v čas od marca do junija. Občina Središče ob Dravi je obmejna občina, ki se razprostira na 31 kvadratnih kilometrih. Šteje nekaj manj kot 2000 prebivalcev, ki živijo v 5 naseljih. Središče ob Dravi, Godeninci, Šalovci, Grabe in Obrež. Od konca leta 2022 jo vodi župan Toni Jelovica. V občini se vedno kaj dogaja, prav občinski praznik pa predstavlja dolgoletno tradicijo. Središki občinski praznik je namreč, če seštejemo krajevne od 1955 do 2006 in potem od leta 2007 občinske praznike, eden najstarejših občinskih praznikov v državi. Kot ponavadi je tudi letošnja osrednja proslava potekala v dvorani Sokolana. Udeležijo pa se je občani in mnogi gostje iz sosednjih občin in od drugod, tudi iz sosednje Hrvaške in pobratene Osečine v Srbiji. Občinski praznik povezujejo s 11. aprilom leta 1942, ko je v času druge svetovne vojne kot talci padlo največ Središčanov. Uvodoma je zbrane pozdravil župan Toni Jelovica, ki je spomnil na žalostne dogodke iz časa druge svetovne vojne in domačine, ki jih je upiranje okupatorju stalo življenja. Spomin nanje in na prednike, ki so po vojni na domačih tleh življenje gradili naprej in nam postavili trdne temelje za boljše življenje, pa ostaja neomajna spodbuda za nadaljnjo skrb za razvoj domačega kraja, je med drugim dejal župan. V nadaljevanju svojega slavnostnega govora pa je spregovoril o lanskoletnih dosežkih in načrtih za naprej. V lanskem letu smo pripravili kar nekaj projektov, kateri so pripravljeni za izvedbo. Dovolite, da izpostavim najpomembnejše. Izgradnja je bila sončna elektrarna na čistilni napravi v Središču ob Dravi, pridobljeno gradbene dovoljenje za atletsko stezo s pomožnim igriščem, katera je v izgradnji in se zaključuje do konec maja, pridobljeno gradbeno dovoljenje za adaptacijo Pajakove hiše za namen fizioterapije, gradnja se zaključuje, izdano je gradbeno dovoljenje za vodovod Humbo-Dranci, izdano gradbeno dovoljenje za drugo fazo poslovno cono Lipje, pridobivanje gradbenega dovoljenja za izgradnjo poslovno-stanovanjskega objekta Vaga, potrditev dokumentov identifikacijskega investicijskega projekta DIP za projekte Dravska kolesarska povezava, oskrba z pitno vodo, porečje Drava, ormoško območje 2021-2027, ureditev zelenih površin, Trška ulica, Modrinjakova ulica in Slovenska cesta, Petrol ter Šolska ulica in Trate. Sončne elektrarne na stavbah osnovne šole Središče ob Dravi, telovadnice in vrtec ter prenova kulturne dvorane Urlana v večnamenski center. V sklopu projekta obnove glavne ceste G2 Ormož Središče ob Dravi se projektira novi vodovod po Slovenski cesti. Izdelava projektne celostne prometne strategije za občino Središče ob Dravi, izdelava letnega energetskega načrta za območje občine Središče ob Dravi in nadaljeval se postopek za sprejetje občinskega prostorskega načrta. Seveda ne smemo pozabiti tudi na ostale manjše investicije, katere so se izvedle po posameznih krajih naše občine. V skladu s sprejetim proračunom so bili izvedeni razpisi za sofinanciranje društev, kmetijstva in gospodarstva
ter investicija v osnovno šolo Središče ob Dravi in vrtec Novihanček. Med letom je bilo izvedenih tudi nekaj manjših investicij in projektov na področju protipoplavne zaščite, zaščite in reševanja, vzdrževanja javnih cest in drugih javnih površin ter stavb ter nepredvidena sanacija posledice po izrednih dogodkih. Ob tej priložnosti bi se želel zahvaliti vsem, ki ste v zadnjem obdobju še posebej izstopali in s svojim delom, svojim prispevkom in svojo energijo pripomogli k razvoju naše občine. Vaš trud ne ostane neopažen in vaša prizadevanja so osnova za prihodnost, ki si jo želimo. Lepa hvala za slovesne besede nagovora županu gospodu Toniju Jelovici. Osrednja proslava ob občinskem prazniku je namenjena tudi podelitvi priznanj. Letos so podelili 5 občinskih priznanj in zlato plaketo. Priznanja so prejeli Danica Ploh za dolgoletno aktivno delo v domačem turističnem društvu, kjer poprime za vsa dela, od peke do šivanja, soorganizacije različnih aktivnosti, ki jih društvo izvaja v domači občini in drugod. Tatjana Podgorelec Strelec, ki v domačem turističnem društvu prizadevno deluje že 24 let, od teh že kar 21 let opravlja dela in naloge blagajničarke. Kot učiteljica pa tudi svoje šolarje uvaja v aktivnosti, ki pripomorejo k promociji domače občine. Priznanje je prejel tudi Jakob Štamberger za aktivno delo v prostovoljnem gasilskem društvu Središče ob Dravi. Jakob Štamberger v prostovoljnem gasilskem društvu sodeluje od osnovnošolskih let. Že kot mladinec je sodeloval na številnih tekmovanjih, se izobraževal na mnogih področjih gasilske dejavnosti. Danes nosi čin nižjega gasilskega častnika in se udeležuje različnih specialnih intervencij. Leta 2019 je za svoje aktivno delo in požrtvovalnost že prejel bronasti znak civilne zaščite. Občinsko priznanje so namenili tudi Ivanu Gavezu, dolgoletnemu članu nogometnega kluba Središče ob Dravi. Klubu se je pridružil leta 2005, danes deluje kot hišnik oziroma vzdrževalec igrišča, ter za vse potrebno, da klub nemoteno deluje. Nekaj časa je bil tudi član upravnega odbora v klubu. Za 20-letno delovanje je priznanje prejelo še pevsko društvo Jua, ki ga je ustanovila zborovodkinja Lucija Pocerja. Društvo danes šteje 7 članic in so znane po številnih nastopih oziroma ubranem petju tako doma kot po svetu in vsakoletnem samostojnem koncertu. Zlato plaketo je prejel dolgoletni gasilec Slavko Tkalec. V gasilske vrste je vstopil s 13 leti. Kot 17-letni mladenič je že opravljal delo orodjarja in kasneje kot gasilski tehnik. Kot poklicni gasilec je bil zaposlen v tovarni sladkorja Ormož in dolgo obdobje deloval v Gasilski zvezi Ormož. Redno se je udeleževal in se še udeležuje izobraževanj ter nosi čin višjega gasilskega častnika 2. stopnje. V teku svojega delovanja v gasilstvu je prejel vrsto priznanj in se izkazal kot mentor mladim. Od 52 let delovanja v gasilstvu je kar 40 let deloval v operativi. Danes je častni poveljnik Gasilske zveze Središče ob Dravi. V kulturnem delu proslave so sodelovali dijaki gimnazije Ormož, ki so razveselili tudi z nedolgo ustanovljeno folklorno skupino na gimnaziji. In pihalni orkester Središče ob Dravi pod vodstvom Vladimirja Krničarja.
V nadaljevanju se odpravljamo še v občino Sveti Tomaž, kjer se trudijo v svoj kraj in okolico privabiti čim več turistov. In morda vas že v času prvomajskih praznikov pot zapelje ravno v ta konec Slovenije. Trenutno se ponašajo s 3 ponudniki nočitev, z lepo urejenim občinskim jedrom in zanimivo etnološko razstavo, ki že od leta 2020 obiskovalce čaka v prostorih nekdanje pošte. Občina Sveti Tomaž leži na obrobju Slovenskih goric. Občina, ki je nastala leta 2006 z delitvijo občine Ormož, se ponaša s kulturno in naravno dediščino ter nudi številne možnosti aktivnega preživljanja prostega časa in rekreacije ali pa oddih in sproščujoče sprehode v naravi, kolesarjenje, pohodništvo, jahanje ter ribolov. Že nekaj časa pa ravno takšna ponudba privlači vse več turistov, domačih še več pa iz tujine. Toliko bolj so v Svetem Tomažu veseli ponudbe počitniških nastavitev na 3 lokacijah. Če zdaj primerjamo, da pred nekaj leti nismo imeli nobene nastanitve, se pravi, obiskovalci niso mogli kje prespati, kar bi bilo namenjeno za tovrstne nočitve, se pa lahko zdaj pohvalimo, da imamo 3, in sicer 2 počitniški hiši in pa en apartma. Zelo smo veseli tudi, da so vse 3 nastanitve na različnih koncih naše občine, in ja, vsekakor smo zelo veseli teh pridobitev. Res je, da nismo imeli niti ene nočitve, da neke turistične prepoznavnosti nismo imeli. No, v teh letih, 19. leto praktično teče, smo na tem področju naredili kar nekaj korakov naprej. Tudi s pomočjo obeh občine Ormož in pa Središče ob Dravi smo postali prepoznavni. In nekako bi rekli kamenček na kamenček in danes se res že lahko veselimo, da se ta zadeva lepo premika, predvsem pa, da je tudi zelo sprejeta v kraju. Namreč ni enostavno neke nove stvari pripeljati v kraj, kjer to ni bilo niti v navadi, niti možnosti. Namreč, ko smo bili še sami kot krajevna skupnost, vemo sami, kako je bilo z razvojem, kako je bilo z infrastrukturo. Če smo si pa čisto iskreni, veste, če hočeš peljati dober turizem v kraju, moraš imeti porihtano infrastrukturo. To je predpogoj, če hočemo, da bodo turisti radi prihajali k nam. In danes, ko prihajajo, in hvala Bogu, res prihajajo, se veselijo, so srečni, ko vidijo, v kako lepem kraju živimo. In mogoče se mi, ki tu živimo, niti ne zavedamo, da smo res v oazi, ne samo miru, ampak lepote, ki jo da ta narava, in hvala Bogu, vesel sem, da se je res zadeva začela prijemati. V občini Sveti Tomaž sta še 2 možnosti za postavitev avtodoma, in sicer v centru kraja ob kulturnem domu in ob ribniku v Savcih, a so ravno nastavitvene možnosti v ponujenih objektih bolj iskane. V občini verjamejo, da so na pravi poti in da so počitnice v neokrnjeni naravi vse bolj iskane. Se mi zdi, da opažamo, da so ljudje željni oziroma iščejo take nastanitve, se pravi ruralna podeželska območja, tako kot je občina Sveti Tomaž. In res ne, marsikdo si upam trditi, da je pri nas skeptičen in ja, kaj pa imaš pri Svetem Tomažu oziroma kaj pa bom delal zdaj par dni tukaj, kakorkoli, ne. Ampak ta trend zdaj 2-3 let, ko dejansko nastanitve res dobro, rečemo tam, dobro obratujejo, seveda še so izzivi in kapacitete, ampak glede na to, da smo res, bi človek rekel, ta vzhodni del odmaknjen, ne, ampak res iščejo predvsem mir. Se mi zdi, mir iščejo ljudje, da potem lahko dejansko tu preživijo zgolj dan, 2 ali več, grejo na kak sprehod, potem tudi res v tej neokrnjeni naravi, to se mi zdi tisto, kar je potrebno omeniti, ta narava in pa mir in pa seveda sprostitvene dejavnosti, ne. Tako da ja, zelo smo presenečeni, ko vseeno delamo malo vsake toliko kako analizo in ugotovimo, da prihajajo dejansko ljudje seveda iz Slovenije, ampak tudi, ne vem, Ukrajina, Hrvaška, Estonija, Madžarska, tudi mislim, da smo imeli goste iz Južne Amerike celo, ne, in to so taki zavidljivi, bom rekla, uspehi in za nas, meni osebno
zelo velike zmage. Kljub temu, da se počasi razvija, da smo, bom rekla, mali, ampak v tej majhnosti bi jaz rekla, da je tudi ogromno enih lepih vrlin in pa ogromno enih velikih stvari, s katerimi se lahko ponašamo, ne. Tako da jaz sem res, zdaj, če govoriva o ponudnikih nastanitvenih obratov, izredno vesela, da so se ponudniki sploh spustili v to, ker saj veste, začetek je najtežji. Začetek je vedno najtežji in ogromno je bilo enih stvari, tudi pomislekov, seveda, ne, tudi mi smo seveda spodbujamo te stvari strani lokalne skupnosti, seveda, ne, ampak ja, največ seveda mora narediti investitor sam, mi jim nekako pač nudimo to podporo, predvsem strani promocije, ne, določene stvari pa seveda, oziroma največ stvari pa mora narediti investitor sam, ne, in vsa pohvala vsem trem, ki so dejansko si upali iti v to zgodbo. Zdaj 2 od teh 3 sta tudi v našem razpršenem hotelu Jeruzalem Slovenija, ki vemo tudi, kakšno zgodbo piše ta zadeva, tudi na svetovni ravni, ne? In jaz mislim, da moramo biti na to ponosni. Občina Sveti Tomaž se razprostira na 38 kvadratnih kilometrih. Nekaj manj kot 2000 občanov živi v 17 zaselkih, ki se razprostirajo po okoliških gričih. Jedro občine predstavlja naselje Sveti Tomaž, ki ga občina še posebej skrbno ureja. Svojih 5 minut čaka le še zgradba stare šole. Seveda v občini nanjo niso pozabili. Lahko rečem, da kar nekaj časa že delamo korake v tej smeri, da pride do obnove. Srčno upam, da se bo zadeva začela premikati, glede na to, da imamo že tudi potrebno dokumentacijo. V tem trenutku lahko rečem samo to, da iščemo primernega investitora, ki bi bil pripravljen vlagati v obnovo tega objekta. Vsekakor pa sem prepričan, da se bo to v naslednjem letu 2 zgodilo in da bo Sveti Tomaž tudi na tem področju bistveno lepši in prepoznavnejši. No, če prav razumem, potem bo tisti vaš načrtovan poslovno-stanovanjski objekt, ki bi bil nov na drugi lokaciji, še malo počakal. Glejte, vsekakor mislim, da čas, v katerem živimo in predvsem pa čas, v katerega vstopamo, ravno ni najbolj naklonjen k temu, da bi si občina, kot je Sveti Tomaž, lahko privoščila en taki velik objekt za to, da bi imela v njem poslovne prostore. Prepričan sem, da so prostori, v kateri smo trenutno, čisto dovolj za to, da lahko upravno zelo dobro delujemo, seveda v zadovoljstvu naših občanov. Če bo prišlo kdaj do priložnosti, da dobimo nek objekt, ki bo v lasti občine Sveti Tomaž, seveda bistveno manjši, potem ne rečem, zakaj ne. Vsekakor pa mislim, da je stara šola primerna za kaj drugega, ki bo mogoče manj predstavljala bremena za občinski proračun, predvsem pa, ki bo samozadostna, kar se tiče samega vzdrževanja in pa samega delovanja. Kar se tiče kulturne dediščine v občini, pa si, ukolikor vas pot zanese v Sveti Tomaž, le oglejte bogato etnološko razstavo, ki se nahaja v prostorih nekdanje pošte. Ta bo starejšim najbrž obudila kar nekaj spominov, mlade pa poučila, kako se je živelo in delalo nekoč. Vsekakor mislim, da gre za zelo lepo urejeno zbirko, ki je praktično sad dela naših ljudi. Marsikateri naš občan je prispeval kanček tega, kar lahko vidimo v naši razstavi. Sam prostor je primerno urejen, smo kot občina poskrbeli, da je nekako dostojen za čas, v katerem živimo, predvsem pa, da lahko mlademu rodu danes na tak preprosti način pokažemo, kakšno pa je bilo življenje naših prednikov v tem lepem Svetem Tomažu, in to se mi zdi, da šteje. Za ogled etnološke zbirke, tako kot vse ostale informacije v zvezi s turistično ponudbo, je treba poklicati na občino Sveti Tomaž, kjer vam bodo z veseljem odprli vrata in s primernimi obrazložitvami, razstavo ali karkoli drugo pokazali. V Svetem Tomažu pa so dejavni tudi na kulturnem področju. Tamkajšnje kulturno društvo Frank Xaver Meško, Sveti Tomaž, je pred kratkim pripravilo veseli večer z igro, petjem in plesom. Gledališčnikom sta se namreč na odru pridružili tudi sekciji, pevci ljudskih pesmi in folklorna skupina Pušelc. Šlo je za prikaz druženja ob zimskih večerih nekoč na vasi.
ko se je ob topli peči in enostavnih opravilih tudi zapelo in zaplesalo. Pa tudi kakšni napeti zgodbi so zbrani radi prisluhnili. Veseli večer je prinesel gledališko igro, ki so jo odigrali gledališčniki kulturnega društva Frank Ksaver Meško. Zgodba pa je bila preplet besedil avtorice Mateje Hržič, pesmi in plesa, ki je ponujala prisrčen zaplet, nekaj komičnih situacij in srečen konec. Ni manjkalo spominov na nekatere ljudske običaje in zimska opravila, s katerimi so si na vasi nekoč krajšali dolge zimske večere. Tako so ženske luhčile koruzo, moški pa popravljali ali čistili orodja, pa še kakšna zanimiva zgodba je padla vmes. Ando, kaj je? Tu imaš pre neko opasno motiko. Vi ste to doma na Mađarskem? Ja, na Mađarskem, modelo doma v Mađarsku. No, to je prava prleška motika. Mi pa nešto v Mađarsku sranje, lepo te prosim. Čaj, tu tako gorica kopleš, joj. Tu se najčiš ne zmontra. Tu bi lahko se ne kopa, pa se ne bi zmontral absolutno nič. Pa veš, čaj, Franček, pa veš kak je ojstra. Ojstra pa tak, kaš proba, pazi, ko se naš vreta. Daj parkla bek. Tak je ojstra, tako bi lahko šnicla žuj rezo. Ali pa žabe. Ha? Kakšne žabe? Kakšne žabe? Joj, no hundi, zdaj sem se spomnil. Kak smo eno leto pred leti tam gor v Goricah pri Mesarečovih kopali. Ta še je Stora Gera živela. Stora Gera? To je tista, ki so bučali kaj čarovnico. Ja, točno toto. Ne, ko so jo včasih videli, kak je z metlo v šumu letela. Pa sredi nosa je imela veliko črno bradavico. Včasih je kaj marsikakšne zvorke kljuhala. To je samo zato, ker je ljudem pomagala, ne pa ker je čarovnica bila. Pa ja. Če si se ji zamera, ti je takšni čaj spilhala, kada tja ni dojti rao. Ta pa še pod njegov. Pa opet malo doj. Ja sem na svoji kuži sploval. Prireditev Veseli večer je režirala Jožica Rajh. Obiskovalci pa so prejeli gledališke liste z besedili pesmi, tako da so lahko zapeli z nastopajočimi in tako prispevali k dogajanju na odru.
Občina Ormož bo tudi letos tretjič zapovrstjo gostila Tour of Slovenia. In sicer cilj tretje etape, ki bo potekala 6. junija. Tako da na občini vse zainteresirane že vabijo k sodelovanju v obliki navijaških točk, navijaških rekvizitov, različnih animacij in podobno ob progi. Prijave pričakujejo do petka 23. maja. Športa v Sloveniji. Vabilo velja vsem, ki bi na dan dirke, se pravi 6. junija, ob kolesarski progi na območju občine Ormož želeli kot navijači spremljati dirko in spodbujati kolesarje, dokoder pač seže navijaška domišljija. V minulih 2 letih smo se kot navijači že odlično izkazali. Na občini Ormož pa letos želijo, da bi nas ob progi bilo še več in bi se kot navijači spet izkazali z različnimi animacijami, domiselnimi rekviziti oziroma živahnim dogajanjem, ki bo ujeto tudi v televizijske posnetke. 173,4 km dolga proga s štartom v Majšperku bo po tako imenovani Haloški zanki vodila tudi skozi Zavrč in Cestico, potem skozi Ormož na Jeruzalem in nazaj v Ormož, kjer bo ob 15. uri tudi dosegla svoj cilj. Iz občine Ormož tako prosijo, da v vednost do petka 23. maja sporočite, če ste zainteresirani za sodelovanje in na kakšen način bi se želeli predstaviti. Dobrodošle podatke, kje boste pripravili animacijo, kaj boste pripravili in število udeležencev, pošljite vodji urada župana na naslov ali pokličite na telefonsko številko, ki jo vidite na ekranu. Peta zmaga Dilana Grenevegla in prva zmaga Aleksandra Kristofa. Verjeti je, da navijačev ob kolesarski progi tudi letos ne bo manjkalo, saj gre za res velik dogodek, ki bo popestril občinski praznik v mesecu juniju. A tudi mesec maj prinaša kar nekaj dogodkov, tako da se nam le pridružite tudi v naslednjih oddajah. Vse dobro vam želimo in srečno!